pa fin video imam, tako da sem samo jaz na ekranu. Še enkrat lep pozdrav. Tole je zdaj druga od 4 predvidenih teh konferenc oziroma predavanj. Prvo sem imel prejšnji teden, kjer sem poskušal skozi psihoanalizo predstaviti teorijo moralnega razsojanja skozi Freuda. Zdaj, tisto je bilo zelo poučno, ker vem, koliko psihologov, psihiatrov ali pa tudi teoretskih psihoanalitikov ne ve, kako pride do moralnega razsojanja. To sem v prejšnji konferenci razložil v predavanju. Danes se bom lotil te teorije zarote skozi psihoanalizo. Drugi teden bom poskušal razložiti pogled Freuda ali pa psihoanalize, kritičen pogled na umetnost. Zdaj, kaj je, kaj ni umetnost, en kič, pa nek šund, pa tako naprej, visoka umetnost, nizka umetnost. To bi drugi teden poskušal malo razložiti. Nadležna tema, glede na to, da zdaj v teh časih ogromno nekih modernih umetnikov, sodobnih umetnikov protestira. In kritično se mi zdi, da je treba o tej umetnosti malo spregovoriti, jaz sem to parkrat že namignil. Čez 14 dni bom imel pa potem tole mojo teorijo spola oziroma prvi spol. Ženske ste prvi spol in o tem nameravam kritično spregovoriti, malo feminizem. Mogoče bom peljal malo tudi kakšne izkušnje iz kakšnih osebnih svetovanj, ko se pari ne štekajo, ko si ženske na pragu 40 težko najdejo alfa samca, vsi so neki mamoni, brez denarja, simbolno kastrirani, tudi to je zanimiva tema. To bomo pa četrtič drugi teden, čeprav čez 14 dni obdelali, vse je to brezplačno. Glejte, baje se da to tudi tržiti, ampak zaenkrat tole ne bomo tržili, Bog ve, koliko bi bilo pripravljen plačati, ne vem, 5 evrov za tole, da posluša. Mogoče pa nisem tak car, kot si mislim, ali pa sem, kaj pa vem. Ampak imamo pa neko idejo, vsi imamo neke bone, ki veljajo v Sloveniji. Mi smo že pred 10 leti, moja ekipa, hotela nek seminar v Strunjanu narediti, dvodnevni ali celo trodnevni, imel bi enih 5-10 predavanj, kaj pa vem, kaj je bilo takrat, pa je to odpadlo v vodo. Zdaj pa se mi zdi, da bi, glede na to, da imamo te bone, mogoče pa šli na neko lokacijo, verjetno ne na obalo, ker tam bo polno, ampak mogoče kako Gorenjsko, kakšne Toplice, pa bi imeli tam 2 dni me na voljo za konzultacije, kakšna osebna svetovanja, pogovora, neformalne, pa tudi neki par predavanj bi lahko naredil po želji oziroma zbrali bi temo. Tu imamo nek plan, mogoče ne ravno čez poletje, mogoče v jeseni. Ne vem še, to se bomo še dogovorili. Če ima kdo kako idejo, mi lahko na e-mail piše ali pa na te zimske urice, ki mi pomagajo telekonference pri vsem tem plasiranju mojega drugačnega znanja v ta medijski eter. Veste, da sem nekje malo na stranski, ne na stand-byu, tam nekje v avtu sem, neka nacionalna televizija, nekateri sem čas gostoval, me ne bo povabila. En ponedeljek, 14 dni nazaj, je bil tednik, ravno na to temo. Toplo bi priporočal tisti Jeleni Aščič, da bi bil jaz tam gost, pa nisem bil, ker tema je bila teorija zarote, o tem, o čemer danes govorim, in tam bi bil jaz izjemno dobrodošel, pa ne zato, ker si jaz to želim. Glejte, predvčerajšnjem sem bil tudi v povezavi s teorijo zarote na Faktorju, mislim, da je letošnji zadnji Faktor bil, ali pa v tej sezoni, sem malo Tita obdelal skozi teorijo zarote skupaj z mojim sogovornikom, Boštjanom Turkom, tudi je bila teorija zarote aktualna, malo smo se celo tam pokregala. Jaz sem se zelo pripravljen soočiti s komorkoli in na to temo sem se soočil, temo teorije zarote v povezavi s 5G, s tudi Gregorjem Kosom sem se soočil v Faktorju. On je tak, je te podpise za cepljenje dal v državni zbor, pa so zdaj popušili. Glavni pri cepljenju in pri 5G, vpeljavi 5G oziroma zaustavitvi 5G tehnologije. No, v resnici se pa ta teorija zarote meni potika po glavi že par let, pa sem bil pa vabljen na tole oddajo, Klepet ob kavi. Jasmina Kandorfer,
To je dobra mrha, mislim, zdaj mlada mamica, malo se je opotičila, sem videl zdaj zadnjo izdajo Klepeta ob kavi. Ne? In ona je pač želela, da jaz tematiziram seksualnost, pač skozi psihoanalizo se to da, ampak ko sem jaz to tam se pripravljal na to dajo, ko sem jaz videl, kakšni gosti so tam, meni je tako glava pekla in sem se pripravljal skoraj toliko za tega Tita, 30-40 ur, preposlušal vse živo, 2-krat, 3-krat, 10-krat. Matjaž Obranovič, jaz načeloma ne operiram toliko z imeni, ampak tega moram omeniti. Če se hočete od srca nasmejati, pa če ste ščajman človek, ne, ali pa preko razbistreni, pejte to gledati, da boste videli, kako je človek lahko 100% zaverovan vase, govori pa stvari, ki jih še v znanstveni fantastiki ne najdete. Ne? Se pravi, totalno podlegu teorijam zarote, pa nanašalnim blodnjam. Brabo bi tablete. S tem se naj psihiatri ukvarjajo. Mene zanima sociologija natega, norosti v družbi. Zato sem se v to teorijo zarote navezal tudi v povezavi z enim drugim šarlatanem ali pa rekel zarotnikom, Semir Osmanagić, bosanac, visoko, piramide. Tele vzad za mano en žreblov hrib, če ste tam na Faktorju, če gledate. To je ena velika piramida. Piramida po narekovajih, hrib. Pa smo šli mi lansko leto, da razkrinkamo tega šarlatana, psevdozgodovinarja. To je navaden FDV-jec, ki je doktoriral iz inkovskih piramid. Pojma nima o arheologiji. In mi smo šli dol z ekipo, s kombijem, super, ekskurzija, to smo se najedli, napili, pivo 50 centov. Čevapčič je 1 evro, 10 čevapčičev, pa tako naprej. Super ekipa, super smo se imeli in smo pogledali na licu mesta, kaj se to tam grejo. To je tak nateg, da glava peče. Rove so sami skopali. Tam norci berejo, puščajo milijone in tukaj pač imam jaz zadržek. Ne moram jih razkrinkati, če tam regija 10-20 milijonov na leto obrne zaradi tega natega. In potem je malo nemoralno, da tistim revežem v Bosni jaz sesuvam iluzije. Nič, nobenih energij, razen placebo finta, nobenih piramid, tam so brda, 4-5 brd, ki so malo podobna piramidi. Ena je podobna, ostale so pa brda. In to smo šli dole razkrinkati, pa sem šel pa še enkrat v ta Klepet ob kavi, pa še enkrat razložil, da to teorijo zarote je treba razkrinkati, ker je to za narod dobro. In to se jaz zdaj tukaj izdajam, torej sebe dam na uporabo, če želite, sprejmite, take it or leave it, ali pa me pustite. Silil ne bom jaz nikogar, ampak 100%, tudi jaz nisem tak vrsti človek, da mi rekel 100% imam jaz prav. Jaz bom povedal teorijo zarote skozi psihoanalizo po Freudu, ampak delam neke ovinke. Zdaj sem omenil ta dva Obranoviča, pa Osmanagića, se tam je tudi nek Zoran Železnikar. Ta je bil pa Hitler je šel v središče zemlje, skozi Antarktiko ali Arktiko. Hitler še živi, Zoran Železnikar. Elektroinženir, gost tudi je bil nekje, nekje oddaji na RTV Slovenija. Na Klepet ob kavi je bil tudi David Icke, to je svetovni, nek konspirolog. Konspirolog sem kvečemo jaz, ki proučujem teorije zarote. David Icke je pa znan zarotnik, cel svet ga pozna, gostoval je po celem Balkanu, Beograd, 5000 ljudi je nategnil. Ni nategnil Obranoviča pa Jasmino Kandorfer v 2 oddajah. On je nategnil Marcela Štefančiča v Studio City. To sem se režil. Se pravi, človek je verjame v nezemljane, raptili so tam neki nezemljani, ko žrejo ljudi, so tam nekje še živijo, človek je počas brcel. Ampak cel svet ima milijon obiskov za en video. COVID-19, pa to je načrtno, to so masoni, vlade, iluminati, nezemljani, ne vem, kaj se on ne najde. Skratka, teh teorij zarote je veliko. Pred 3 leti sem se jaz to poglobil, spisal ogromno tekstov, nisem še snemal tega, en faktor na to temo, se pravi 5G, z Gregorjem Kosom, sva se spopadla in tam sem 100 stvari povedal, ampak tisti, ko verjame v teorijo zarote, verjame 100%. To je psihotični občutek. Jaz ne bom rekel, da so to norci, klasični psihotiki, ampak imajo nanašalne blodnje, ki bom pozneje sredi predavanja razložil. Povem vam pa tako skozi uvod, da so tukaj, torej,
Gregor Kos je vložil 5000 podpisov tistih prestrašenih bab, da bodo otroci pomrli, če se bodo cepili. To je tak nateg. Jaz sem svoj čas, vse te tekste, ki sem jih spisal, poslal tudi na NIAS, se pravi na tisti inštitut, zdravstveni, nacionalni inštitut, na ARSO. To je ena Tatjana Cegnar, pa Brane Gregorčič. Je bil tudi v klepet ob kavi. Pa sem ja poslal, da imate tam pacienta za sogovornika. Rekel, nisem bil pripravljen. On je začel pa take govoriti, da sem mislil, da smo v pravljici. Brane Gregorčič, meteorolog, ta Tanja Cegnar, ta je bila s temi zarotniki na področju chemtrailsov, tema je chemtrailsi zdaj, ne. Ona je bila na enem predavanju, v neki okrogli mizi, je bila predavateljica, to se je jokati začela. Gregor Škerl je take počel, pa tam so kaj že on, Stres, Vladislav Stres, kak je ta govori, ne? Ali pa Stojan Svet, zdaj jih jaz omenjam, kdo so te ljudje, ker zadnjič je bilo na ministrstvu, še v Šarčevi sestavi, minister je bil pa Rudi Medved, Trboveljčan, doma z Gaberskega, zdaj sicer Zagorjan, ne, je organiziral to okroglo mizo, 6 ur je to trajalo, dobite na YouTubeu vse posnet, jaz sem to parkrat po 6 ur gledal. To ne morete verjeti, kaj to nekateri počno, ker 100% verjamejo, ne samo Gregor Kos. Ne, tam je en Igor Šajn, stavbni biolog. Ne, to je strokovnjak za lepe babe, ker ima licenco, je imel 10 let nazaj, se spomnim, tudi jaz naj bi bil v nekih komisijah za izbor mic. On je imel licenco za izbor mic Slovenije. Hawaiian Tropic. Zdaj je glavni strokovnjak za 5G tehnologijo, ne, v gibanju, ko so že tam neka za zdravo družbo, ali kaj je. Ne. To so te šarlatani, ki grejo v zelje pravim strokovnjakom. Ne. Recimo en Matej Huš z Kemijskega inštituta, mladi doktor, dobivajo razna priznanja. Jaz sem njega poslušal, sem rekel, pa ta človek ve, zakaj se gre. Pa je rekel, kakšno sevanje, to je valovanje, tako kot vsako valovanje. To je, v enournem predavanju jih je tako lupil, ampak tem zarotnikom se ne da čist nič dopovedati. Ko bi opicam govoril, kot Kitajsk v zid govoriš, ker ima tako močne psihične občutke, ki jih bom potem pa jaz razložil. Ne? Zdaj tam je bil, mislim, še kar nekaj strokovnjakov, vsaj eden je še bil, mislim, da je bil Peter Gajšek. Ne? To je z nekega, svoj inštitut ima, ionizirano sevanje, kaj že. Jaz nisem v tem toliko doma, jaz se s psiho ukvarjam, sociologijo na tega, sociologijo psihotičnih verjetij, to mene zanima. Ampak toliko pa vem, da bom jaz verjel našim strokovnjakom. Ne? Vse niso bili vsi zbrani, ker nekateri niso hoteli priditi, ker so rekli dobesedno, ne, med te norce, zarotnike, pa mi ne gremo. Sam ne znajo povedati, zakaj so te, rekel, te, ki ta 100% verjamejo, se to ne lažejo. To ne, da so, mislim, vse so preplašeni, ampak oni imajo psihotične neke nastavke, psihične, ki jim omračijo popolnoma In normalen človek, mislim, se neha z njimi pogovarjati. Jaz sem šel v klepet ob kavi, sem to tam razložil. Tale Gajšek, pa tale Huš sta bila na tem ministrstvu in sta to suvereno vse razložila. Te zarotniki pa kličejo na pomoč tuje znanstvenike, ne, in te tuje znanstvenike je Huš sezul, ulupil jih je kot banano, ker jih je razgalil, ker so to šarlatani. Sem šel jaz na YouTube iskati te velecenjene znanstveniki, to so star 70-80 let, utonejo v pozabo, potem pa iznajdejo senzacijo in se ven mečejo. Na enih kongresih tam po Iowi pa Arizoni in pol drugi predavatelji pridejo s čeladami, zavito glavo, tisto celofan papir, da se jim misli ne berejo, ali pa se G5 tehnologija ne skuri možganov. Mislim, kaj je vse to po svetu, zelo okrog tega, v katerim se bom vrnil, COVID virusa, so zdaj intervjujali te protestnike. Vesoljci so to prinesli, vesoljci. COVID-19 ne da je v Wuhanu nastal, to so vesoljci prinesli, pa take nebuloze. Ne? Se pravi, teh teorij zarote je Harp, praste o Harpu Gregorja Škerla, to vam bo povedal
čisto vse vdado že naprej nazaj, ne, v resnici je teka neke poskusne antene na Aljaski so, popolnoma neškodljive, ne, znanstveno dokazano in se še kar kačijo hard, ker se ga ne da dokončno raziskati. Vedno je neka, rekel, neka caka, da se da nanašalne blodnje odkati v celo zgodbo in to delajo te zarotniki, ne. Ali pa tam, se ne da dokazati, ne, 50 let pristanka Apollo na Luni. Če ste lani to poslušali, pa ne samo lani, to že 50 let govorijo, ne 50, rekel 49, takrat, ko so prišli na Luno, noben rekel, da niso prišli, pol so začeli, ne. Jaz se spomnim, en video sem gledal, sem to študiral, Buzz Aldrin, ne, se pravi Neil Armstrong, Buzz Aldrin pa Collins so bili na Luni, ne, 69 leta. Ne, Buzz Aldrin, pri 80 letih mu je prišel en mladec, rekel, to ni res, vi lažete, dajte roko na Biblijo. Je dal Biblijo, češ nekaj lagati, niste bili na Luni. 80 let Buzz Aldrin mu je tak šamar dal, kaj po gobci, da je po tleh padel, ne. Se je imel pol bodyguard, da so ga zaščitili. Ampak to so te nebuloze, v katere 100% verjamejo ti zarotniki, ki imajo psihične konstrukte, da v to verjamejo. In potem se je 2-1 zgodil VTC. Transparentno sta se 2 aviona zabila. V Pentagon, 3. avion. In pol teorija zarote, da avionov sploh ni bilo. Ne? To je bilo vse zminirano. Bushova administracija je to zminirala. Mislim, jaz sem imel potem enega fizika, doktorja, magister fizike je bil, v povezavi priznan s hišo eksperimentov. On je meni tam pred očmi, imel sem ga pa malo, ko bi rekel, na svetovanju oziroma terapiji. On je meni računal, mi je kazal stvari, kako njemu to štimajo. Ne? On si je popolnoma spregledal ene stvari, pa jaz nisem fizik. Ne? Se pravi, ko ti nekaj upogneš, se pa to sprosti, ne? In se sprosti to tako, da kak delce udari tako, da ima večjo gravitacijo navzdol, ne? Kot je prosti pad. Ne? Zaradi prožnosti stvari, ko se zlom, useka prožna energija, kak delec in ima večjo hitrost. Ne? Ta človek je bil čisto obseden, da je to vse zminiran. Ne? Jaz sem pa rekel, da 2 towerja VTC-ja ne more en človek zminirati, to jih rabiš 100. In ne boš najdel 100 psihopatov, ne da bi jih res pekla, ali pa da bi nekdo spregovoril, ker ga bi res pekla, kaj 5000 ljudi nameravalo umreti, ne, bi jih umrlo Američanov, ne boš toliko psihopatskega človeka najdel. Se pravi, 200 njih, ki bi to lahko speljali, to akcijo. Avioni so bili, tam Pentagon, to je vse posneto, ne, to je fototrik. To si prikrojijo čisto vse resnice. Prej sem govoril o tem Hitlerju, Zoran Železnikar, Hitler je v središču Zemlje. Zemlja je votla, noter so nezemljani. Inženir, predavanje, vsi mu ploskajo. Noben nič ne podvomi, mene je groza. Ne? In pa pridejo pa drugi, ko rečejo, ne, zemlja ni votla, ploščata je. In pol 100 eksperimentov, kako bi pa to res bila lahko ploščata. Pazite, 100% v to verjamejo. Prikrojijo si vse podatke. Mora biti pa epohalno. Ne? Epohalna stvar mora biti. Zgodba, ki jo skreirajo v svoji psihotični realnosti, je inteligibilna. Vse štima. Tako kot pri Titotu, ne? Titu. Tot, eni 3-4 so rekli, da je Tito, ne vem, bil zamenjan. Tale Miroslav Todorović, da je bil 1915 leta na ruski fronti zamenjan. Ne? Zakaj že? Avstro-Ogrska obveščevalna služba je hotela zamenjati zato, da bi peljal, kaj pa vem, sesul vse. Ne? Pol recimo tale Turk je rekel, ne, 38 leta je bil zamenjan, zato ker so Rusi hoteli upeljati socializem. Pa Tretja internacionala oziroma Kominterna je hotela upeljati komunizem in so svojega agenta dali, da bo komunizem tako kot v Sovjetski zvezi. Ne? Mislim, inteligibilno na vides, ampak detajli so pa popolnoma skregani, ne? Ker tega Tita sem pa jaz pred 15 leti fejst študiral, zdaj sem sam obudil spomin. Hočem vam povedati, da to ljudje, ki v to verjamejo ali pa skonstruirajo te nanašalne blodnje, če imate čas, pejte, kliknite na Jovana Deretiča, to je pa en srpski pseudozgodovinar, doktor zgodovine, ne? Kaj ta govori, ne? Tito je imel sina Miloševića, pa Mira Milošević je tudi hčerka od Tita, ne?
brat pa sestra sta Slobodan Milošević pa Mira Marković. Pa Kristus je bio Srbin. I Devica Marija isto, Marija srpsko ime. To pocrkate od smeha, če to gledate. Ampak človek 100% to verjame in ta njegov občutek ima veto, ki mu prikroji, zracionalizira vse resnice na to temo. Človek pa ima subjektivne resnice, jaz se ukvarjam s hipnozo, jaz nekomu lahko rečem, ne vem, da je bel sneg, ne tokrat pa malo rumene barve. In pogledal tisti sneg pa rekel, joj, zdaj pa rumen sneg pada. In tako bo on videl, tisti najbolj sugestibilni, se jim da popolnoma oprati možgane. Ampak nekdo, ki ima te nanašalne blodnje, ali pa psihotiki, vidijo nekaj, česar ni. Vsako resnico si človek lahko zracionalizira. Zdaj, ko sem jaz te chemtrailse, pa gensko spremenjena hrana, v to se je pa spuščal pred 10 leti, razkrinkaval je Mišo Alkalaj. Velecenjeni mojster, bom rekel, kritični mislec na inštitutu Jožefu Štefanu, je bil takrat zaposlen, zdaj v penziji, ampak mi dva sva imela korespondence. On mi je povedal, kaj vse so to delali, da bi dokazali, da krompir je rakav, gensko spremenjeni, koruza 10-krat večja, da to vpliva na DNK. Se ne da dokazati. In pa nanašalne blodnike moč trikajo zraven, ker se ne da dokazati. Ampak rekel mi pa je, saj genska spremenjena hrana obstaja. Če jo ne bi bilo, bi bila lakota 10-krat večja po svetu, kot je, ker imamo gensko spremenjeno hrano. Ena jagoda je lahko takala ali pa takala. Iz ene jagode se ti lahko naješ. Drugače mogo pa 10 ali pa 20 jih pojesti. Tako da gensko spremenjena hrana je lakota. Lakoto, tako rekoč ukina na nekaterih delih sveta, kjer so to uvedli, ker so večji sadeži bili. To so pa najde, kaj pa vem, soja, da podgane umirajo, ker so gensko spremenjena neka soja, organizmi, podgane umirajo. Tam so en bombaž imeli v Indiji. Kmetje so začeli delati samomore zaradi gensko spremenjenega bombaža. To so bile te nebuloze. Tako da ta Alkalaj je gensko spremenjeno hrano totalno dokazal, da ni nič od tega, sam psihološkega mehanizma ni vedel, zakaj to ljudje mislijo. Tle jaz pač vstopim. Pa chemtrailse, on je znanstveno razložil, tako kot Brane Gregorčič v Klepetu ob kavi, tistemu zarotniku se ni dal nič dopovedati. Povedal je že Alkalaj, da chemtrailsi, če gre Formula 1 zelo hitro, se puščajo sledi, ker pride do kondenzacije hlapov, če je dovolj vlage, vodnih hlapov in se pušča sled. Tam recimo na 5000 ali pa 10 000 metrih je pa minus 50 stopinj. In pride do fizikalnih zakonov, ko gre avion v neko mrzlo sfero zraka, iz nič se začnejo chemtrailsi. Zarotniki, evo, strup spuščajo, znižanje populacije, pobit nas hočejo, regulirajo število prebivalcev na zemlji. Mislim, ko pa v Sahari, pa v Egiptu, tam ni chemtrailsov. Zakaj že ne? Zato, ker je tukaj suh luft, pa mogoče malo toplejše tam gor nad Saharo, ker je tukaj vroče. Suh luft, tam ni chemtrailsov. Pa chemtrailsi so bili tudi v drugi svetovni vojni. Slike avionov puščajo sledi. Ker je šel avion dovolj hitro, se zrak ogreje, kondenzacija, pride kondens, mrzel luft in puščajo sledi. Kdo je pa takrat kaj zastrupil? To so te stvari, ki jih je Alkalaj, Mišo Alkalaj 2010 razkrinkal. Rekel pa je, da toplotnega segrevanja ni, pa nobene Grete, Thunberg, kaže, ni bilo. On je rekel, toplotno to segrevanje ozračja, to pa ni teorija zarote, to je pa nateg. To je rekel Mišo Alkalaj. Se pravi, zdaj sem vam jaz naredil nek uvod. Zdaj bom pa probal preskočiti na dva Freudova spisa. En je, zdaj če note videli, vam povem, to je pismo Firstu, nekemu zdravniku o seksualnem razsvetljevanju otrok
iz leta 1907. Pismo, v katerem je Freud dotičnemu zdravniku dopovedoval, da je treba otrokom povedati, kako na svet otroci pridejo, da je treba seksualno jih razsvetliti. To je en drugi spis, ko ima naslov. Če vidite, o infantilnih seksualnih teorijah 1908. Mali Hans je tudi tekst, v katerem je Freud opozarjal, da ljudje, starši, ne smemo lagati svojim otrokom o enih seksualnih resnicah. Pa tale spis o umetnosti, Leonardo da Vinci je tukaj Freud ga obdelal, on je imel izjemno razvito spoznavno pulzijo, se pravi, želel je vedeti, bil je rojen znanstvenik. Odkje? Zakaj? Razvil je genializme, imel je talent, gensko strukturo ta pravo. Prvi 4 leta same babe so ga vzgajala, potem je šel pa v 5. letu pa hočetu. Bil je nek nezakonski otrok, same babe, postal je tudi gej, homoseksualec. Fino je sublimiral to, bil je malo pederast, neki bolj dečki so se mu dopadali. Ampak se ne ve, koliko je to prakticiral, ampak Freud je rekel, da je imel izrazito razvito spoznavno pulzijo, vedoželjnost. In pol je razložil, in od takrat mi vemo naprej, odkje se nam, ljudem, napaja vedoželjnost. Otrok je oče odraslega človeka, se reče. Vedoželjnost se napaja iz obdobja, ko si je otrok, predvsem deček, vse tudi deklica, ampak moški smo tisti rinjajoči v znanosti. Otrok je imel 2 ključna vprašanja, ki sta med sabo povezana, po Freudu. Prvič, želi vedeti, kako to, da mamica nima lulčka. V enem trenutku misli otrok, da ima mami lulčka, tako kot ga imam jaz, deček, pa vidi, da ga deklica nima. Ne vem, kužki imajo lulčka, kužike nimajo, mamica nima lulčka. In se začne s tem ukvarjati. Potem pa bratci prihajajo na svet. Tam mamica enkrat iz neznanega razloga debela rata. Odkje? In pa rodi dojenčka. Včasih so naflancavali, o tem Freud govori, da otroke nosi štorklja. Otrokom se je mešal od čudenja, ker so vedeli, da ni otrok v tistem jezeru, kamor naj bi šla štorklja, pa zajela, pa dojenčka domov prinesla. Ni otrok, ker so šli nekter, Freud je primeroma, kako so otroci šli gledati, kje v jezeru je dojenček, zakaj mi imamo dojenčka, odkje je prišel. Mamica pa kar naenkrat suha rata. Prej imela pa tisti vamp debel, mislim, sorry. Je bila malo bolj debelušna, Odkje je dojenček, kako je to not prišel. Ampak to je bilo okrog leta 1900, ta mali Hans bil, Tudi zdaj, moj en od sinov, je tudi malo zarotnik, tudi malo verjame v chemtrailse, pa podobne fore, vse mu ne da nikakor dopovedati, In pol res tuhtam, ker smo tudi snemali, za njegovo 30-letnico smo posneli video, kako je ena moja telovadka se spomnila in to je posnela video za 30. rojstni dan. Jaz se pa spomnim, kako si ti prišel pri letu telovadcev, jaz pa vem, kako na svet moj bratec pride, oče dal semenčice noter v trebučka in zdaj mami ima trebučku brateca. Mislim, jaz se ne spomnim, kako smo mu to povedali, ampak nismo ga zavajali. Vem pa, kje sem ga pa radikalno zavajal, ker je bil tako vesel. To se mu je mešalo vsak let ob novem letu. O tem pa Freud ne govori. Moj sin je verjel do 6. leta, da dedek Mraz nosi darila. Ampak tukaj je bil vesel, pisal pisma, to je bil norevje, ogromno libida, psihične energije, se mu je potekalo not po glavu. Ogromno. In v enem trenutku, ko smo mu to nastavili, je začel tuhtati, pa kako zdaj, kako je to skozi zaprte vrata, jaz sem skozi tukaj bil. Kje je not prišel? Skozi okno. Kako skozi okno? Kako ne more plezati? Ptički so pomagali. Kje bojo ptički, je rekel, če težk daril, tam smo pa ne vem, kakve stvari nosili. Ptički, vrabčki so mejšeni, ne more, je pretežk, ne more dvigniti. Tamal je vedel, da ga flancamo. Tako kot so mnogi zarotniki, ampak ključno, to flancanje, Freud izpostavlja, se je dogodilo otrokom v tem
raziskovanju, odkot na svet prihajajo otroci. To, da je mamica noseča, da ima lulček neko pomembno vlogo, kaj zdaj to naredi oči s tem lulčkom? Ne, neke seksualnosti ne ve, ampak si beli si glavo, končne resnice nekateri starši ne povedo. Zavijejo meglo, tam se pa meša od ideje, da bi on pa rad vedel, ker je otrok je že seksualen, ne? Lulček ga rajca, nekaj je luštno, punčka se žgečka tam in punčke celo orgazm že lahko doživljajo pri 4-5 letih, ne? Fantki imajo pa erekcijo, ne? In ga zanima seksualnost, zanima ga mamicin lulček, za katerega ve, da ga ni, pol spozna. Očetov lulček, ve, on jih kompatibilizira skupaj, ve, da ta lulček, mali Hans je rekel Freudu po očetu, vem, oči, da ti z mamico nekaj počneš, po nočku z njo spiš, pa lulček ima neko pomembno vlogo. Pa ne vem zakaj, kako, ne, ni mu bilo jasno, ne zakaj bi skup spita, zakaj ne z mamico, ne, zakaj mamica ne z mano. In ko on išče, ko je vedoželjen, ko ima spoznavno pulzijo, rad bi vedel, kako pride otroci na svet, kaj je to seksualnost, skup spita, zakaj se mami tako oglaša, sta vidva pod kotram, ne, zakaj opije, ne, vse to mu pregreje to glavo. In nasledek te dileme, kako prihajajo otroci na svet, kaj je to seks, kako lulček pa tista nič, ne, razprtina, razpočnica, kako to skup pašata. Kako mami zdaj dobil trebuščka dojenčka, to poje, kaj poje, da to zraste v trebuščku. Potem, ko pride ven, to kaka, kaj to naredi, ne? In tisti vsi konstrukti so malo resnični, ne? Bolj kot tisti, ki jih starši včasih povejo, ker zavajajo, ker jih je sram starše. To je Freud povedal, ne? Kakšna štorka so tam otroci razmišljali 100 let nazaj. In oni so prav razmišljali in izkazalo se je, in to je ključno za razvoj teorije zarote, občutka teorije zarote, izkazalo se je, da ima otrok prav. In ta fundament, ta občutek, da je ta mal zmagal, da je skozi gojil tiste svoje teorije, svoje interpretacije in na koncu je stuhtu, da je imel prav. In na tem fundamentu se mnogim, ki so na podoben način se ukvarjali z idejo, bodisi kako na svet prihajajo otroci, kako je s tem lulčkom, pa ni lulčka, Dedek Mraz, Miklavž, ne, Božiček, vsa ta naflancavanja, ki so zelo intenzivno mislena, libidinalno investirana strani otrok, vsa ta mišljenja imajo svoje simbolni nasledek v odraslosti. To, da se odrasli, zdravo ščajmani razumski ljudje zoperstavljajo uradni avtoriteti, to pomeni, da so kot otroci bili zaciklani v neko interpretacijo avtoritete, starši so jim pa lagali. In ta paradigma je ključna, da je otrok, torej odrasel človek, podoživi v situacijah, ki so spolzke za razumevati. Neka sumničavost se mora dogajati, neko neznanost. Teorija zarote bi mogla imeti sumničava teorija, ne pa teorija zarote. Pa domneva, ne pa teorija zarote. To sploh ni ta pravi izraz, teorija zarote. Zadnjih 50 let se ta teorija uporablja, teorija zarote kot termin, drugače pa to poznajo v srednjem veku. Tiste neke gripe, ki so imeli tam, ne samo španska, z 18. Vse srednjeveške kuge pa to so kovali načrte, kako je to en potaknil, da se, ne vem, da sovražnik lahko nas premaga. Se pravi, fenomen teorije zarote je strt to, kot so ljudje, ki malo bolj mislijo. Baje tudi že Egipčani so imeli te, seveda oni še bolj, ki so bili bolj butast, ampak mi imamo pa znanost. Mi moramo znanstvenikom verjeti. In to našim znanstvenikom. Ker fenomen pa je, da ti ne verjameš domačim znanstvenikom, a tujim pa. Ker je sosed rekel, Dedek Mraz, oči pa vam ista. To malo pa gleda, tujci so mu povedali in naši zarotniki grejo tuje strokovnjake spraševati, tujce. Če že oni so pa bolj pametni, ne pa naši strokovnjaki. COVID-19, ko se je pojavil, jaz sem vedel, kaj bo. Sem rekel, kaj bojo to delali. In sem takoj logiko to psihotsko. Sem rekel, zdaj bojo pa rekli, na Kitajskem veliko prebivalcev, znižati želijo število prebivalcev, 10 milijarda, to bi, kjer pa bojo pobijali. In slučajno se pa poklapljalo.
Stari ljudje so umirali, ne mladi. Načrtno je to, načrtno. Sami Kitajci to ven z laboratorija šlo. Ne? Inteligibilno je, ker vsaka teorija zarote znotraj sebe ima inteligibilno formo. Ampak tam, kjer zmanjka tem zarotnikom, veliko je logičnega, inteligibilno pomeni, da ima rep in glavo, manjkajoče odseke pa naflancajo, ne, lažejo sam sebi. Ne, oni ne lažejo zavestno. Pazite, konspirologija ali pa oziroma te nanašalne blodnje, to ni načrtna laž. To je v fundamentu psihotični občutek, ne, vlada nam laže, CIA nam laže, FBI nam laže, iluminati so nad nami ali pa NLP-jevci, ne, vrhovni um je nad nami, vlada, NASA, vse je nad nami, oni so tisti, ki nam lažejo. Mi, jaz pa vem, da imam prav. In ta občutek, da imam prav, je božanski občutek. Oni uživajo, ko spoznavajo, da imajo prav. In si zracionalizirajo manjkajoče odseke teorije in so pomirjeni, ker so končno doživeli resnico, ki ni ta, ki jo govori vlada, ne, ampak moja resnica. Zakaj že? Ker je kot otrok spoznal, da mu je fotor skozi lagal. Ne? Kako otrok pride v mamico? Ne, ali karkoli. Otrok, ki sam tuhto in na koncu spoznal, da je pravilno tuhto. Zdaj, zakaj en je? Zakaj en ni? Jaz sem 2 sinova, en nima variante teorije zarote, ne? Tamaj, ker mu je TV takoj povedal, oči pa mami sta, ne mu povedati. Oči pa mami sta, ne? On je pa pri 6 letih še kar verjel, ne? Pa ne vem, kje sem mu drug samo povedal, ne jaz, ampak drugi. On je toliko živo, da jaz nisem mogel, bi rekel, stran gledati pa mu povedati resnico, če je pa tam malo toliko živo. In sem jaz živo, kaj je tam malo živo. Razumete? Mislim, zdaj ne vem, kaj bi še povedal, ne? Mislim pa, zdaj 45 minut že govorim, mislim pa, da folk mora biti seznanjen s to teorijo zarote, psihoanalitično, ki bi jo jaz lahko predaval kjerkoli po svetu. Kjerkoli po svetu, ga jaz lahko to predavati. Zato, ker je legitimna, ker izhaja iz genija, iz Freuda, ima rep pa glavo, vse mi lahko rečete, imam nanašalne blodnje. Ne, ta psihoanalitični elaborat o psihi se meni 100-krat obrestoval. Jaz tudi terapiram. In če ne bi to vedel, ne bi mogel terapirati, ker sem se naučil, kako deluje psiha. Ne, in zdaj vam tudi povem, da če se folku servira ta teorija, ki sem jaz zdaj povedal, ampak ne tam na faktorju v 2 minutah, ne, če pridem do besede, ampak v enem tedniku ali pa v odmevih, da mene povabijo, ne bodi ga treba, da jaz razložim, ali pa naj psihiater to razloži, pa se nauči na pamet od mene. Če jaz razložim vsem tem ovcam, ki so se podpisali pod 5000 podpisov, ali koliko, 10 000, da bojo cepljenje ukinili. Cepljenje je pa edini joker pri COVID virusu. Otroci bojo pomirali nazaj, če ne bomo imeli cepljenja otrok. In to mora biti avtokratsko zapovedano, ker so starši nekateri butast in ne vejo. In tisti, ki verjamejo te teorije zarote, chemtrailse, cepljenje, pesticide, Anton Komat, ne, skupaj bil s tistimi vsemi temi zarotniki, ne. Če mi narod ne osveščimo, mislim, to bo banana republika še bolj kot smo. Zato je možno, in to psihoterapija obljublja, če pridemo do uvida, ne, če en pacient pride do uvida, zakaj ima neke čudne občutke, tesnobo, paniko, fobijo, če pride do uvida, zakaj ima te subjektivne občutke, simptom izgine. Torej, če se servira interpretacija z neke strani neke avtoritete narodu, bo rekel narod, što smo bili glupi. Nam je pa on rekel, ne, nasral vas je. Ampak to ne more narediti samo znanstvenik, ampak mora nekdo povedati, odkje se jim te občutki napajajo. Sej, težko bo zdaj vsak rekel, ja, mene so pa naflancavali z dedkom Razom. Ali pa jaz sem pa mislila, da se dojenček kupil v mesnic. Mama je bila malo bolj debela, pa smo imeli pa enkrat dojenčkov. Jaz sem mislila, da smo to kupili na tržnic. Skratka, 100 ljudi, 100 čudi. Ampak osvestiti neke državljane pa treba. Tehnologija 5G,
to je psihotične nebuloze, trosijo ti, ki so proti. Pejte enega, sej jih imamo, sej Batagel, ta Huš, Gajšek, to so znanstveniki, tem je treba zaupati, ne pa unim šarlatanom Gregor Kos, politolog na FDV-ju, on vse ve, pa še politično stranko ima za zdravo družbo, ali pa gibanje za prenovo Slovenije, Vladimir Stres. Pogledaš, ko pa je pesnik. Ljudje, božji, treba se izčajmati. Ok, a sem jaz zdaj tole skoraj vse povedal. Ok, jaz sem povem, da te stranke, pa te konspirološke scene pridobijo status verske sekte. To so pa kot zombiji tiste ovce. To je poglavar, narcistično malo moten, to ko mi čaka, da je kamera, pridite, ploskite mi, pride državni zbor, to, pa je pa 5000 lajkov, ne. Ampak problem so one ovce, ki mu nasedejo, se vzpostavi transfer, se pravi čustovanje za avtoriteto, ki ima rang zaljubljenosti, ponovadi so babe najbolj ranljive, mlade mamice z dojenčkom, jaz ga pa ne bi dala cepiti. Glejte, mlade mamice, bodoče mamice, če me poslušate, če sem vam malo pri srcu, dajte otroke cepiti. Tale Džoko, se je okužil tam dol v Zadru, zdaj se pa ne bo cepil. Mislim, pa ne bo se testiral proti cepljenju, ker je ena Jovana, zdravnica, mislim pa, da je psihiatrinja. Če je človek psihiatr, pa mora fejst svoje probleme imeti, ne? Jaz nisem psihiatr, ne? No, ta Jovana je glavna, rekel, proti cepljenju. Govori, ko raztrgan doktor, suverena doktorica, ampak psihiatrinja, ne? To je diagnoza, če je zdravnik, če je psihiatr, to je diagnoza. Sorry, tisti, ker nekateri ste pa normalni. In celo Srbijo je zmedla s tem cepljenjem. Slovenija pa tudi, zmedena na kvadrat. Tisti, ki mene spoštujete, dajte otroke treba cepiti. 5G tehnologija, če jo mi upeljemo, bomo pred Švico. Tisti ptiči tam gor na Nizozemske, ki so pocrkali, kemično so se zastrupili, so neki požarili. To ni, da so se tam okoli s 5G tehnologijo zastrupili. Noben vam ne bo skuril možganov. Wow, koliko časa zdaj jaz tole govorim. Ok, se mi zdi, da sem jaz tole večinoma povedal. Enih 45 minut se mi zdi, da sem govoril. Zdaj Facebook bom še pustil prižgan. Zdaj pa spoštovani, če kdo roko dvigne, pa bi govoril, se ga bo slišalo, lahko mi pa napišete pod chat, tam se da pisati. Snema se, še kar snemamo. To, kar sem zdaj povedal, jaz mislim, malo rep pa glavo ima, malo padem v trans, hitro govorim, sem kaj pozabil, bistvo sem povedal, namreč bistvo pač je to psihoanalitično, da gre za psihotične občutke, ki napajajo verjetje. In to verjetje, to ni laž, to je psihotični občutek resnice. Zavajajoč občutek, subjektivni občutek. Znanost to demantira, ampak pravi zarotniki se ne bojo pustili zmediti. Oni bojo še kar 100% verjeli, razen če bi se vključili v neko pogovarjanje, pa bi pa videli, kaj vse narobe bilo v njihovem otroštvu. Tam po moje fotar ga ni bilo, kaj vem, da bi mu enih modrih stvari zaupal, tam nekih sem šel gledati, tiste največje zarotnike, ja, fotar mi je umrl pri 4 letih. Pa noben mi ta pravih resnic ni govoril, pa se pa zakalkuliral, mama mu je tam lagala, on pa je po svoje, ne. Skratka, a bi kdo zdaj kaj meno porekal? Jaz verjamem, da se mi da oporekati, da vas jezik srbi, ali pa tisti, ki me ne marajo, se tako niso vključili sem, ali pa ne bojo zdaj jezika stegli, ker računa, da je večina mojih fanov tukajle. Ampak vendarle, ima kdo kak pomislek, lahko ga napišete, lahko se javite, date roko gor, vas bom sprejel, pa probamo kaj povedati. Odlično in dobro povedano, ampak pri zagovornikih teorij je težava, da so po večini tudi šolani ljudje, ki naserejo neuke ljudi.
bravo, dobro opažanje, ne. Gregor Kos je magister politologije. On se ne spozna tako kot kot Matej Huš, ali pa Batagel, ali pa Gajše. Ljudje vejo, zakaj se gre. In tisti, ki vejo, naj se razgovorijo. Ne da te, ki imajo močno verjetje, pa gre pa iskat po netu in vedno najdejo, ker po celem svetu obstaja teorija zarote in nekateri, bi rekel, pametni, izobraženi doktori, ne vem česa, na stara leta, ko to ne opozabo, imajo cajt, pa se tam afnajo, pa govorijo tiste nanašalne blodnje. In ker so doktori, jih naši, te znalci, ki nimajo pojma, začnejo citirati. Huš je vse razgalil, to so šarlatani. Jaz sem šel gledat, to so nebuloze, trosijo posod po svetu, eni in isti ljudje. Pejte gledati predavanje od Huša v povezavi 5G tehnologijo. Kako je to jih razgalil. Vsak ga je šel poklikati, preveriti. To je kopica nekih lažnih novic. In danes lažne novice ljudem perejo možgane. Vidiš, tam boš dobil raka, če boš imel telefon preblizu in potem to slišiš, glava me boli. Ja, placebo finta je to, oziroma non-cebo. Kot je bilo v tedniku povedano, tisti Batagel, ki to edin, ki je normalno govoril, ok, sej pediater tudi, ne. Ampak tam je bil trend psiholog, ni znal povedati. Psiholog uradni s filofaksa. Jaz bi 10krat boljš povedal, ampak ne vode, pa ne. On je pa tiski, ne vem, ki je antifeminist. Ja, ljudje nasedajo. Onim doktorjem, magistram, ki nimajo veze s ta pravo znanostjo, nimajo veze. Ampak klikajo te neke iz tujine. Ne vem, jaz mislim, da sem to povedal, da je res tako, ko je bilo to napisano. Zdaj, Rokce, ne vidim, bom tole prebral še Kristjan. Sam se bom od izuma cepiva zagotovo cepil, tudi čipiral. Jaz sem tudi čipiral, ne. In čipiranje jaz nimam za nič slabega, če bo, ne vem, korona kriza zajezena, pa se dam jaz čip, če bom jaz kužen. Pejte stran od mene, imejte me na telefonu, če bom jaz kužen. Ali pa če je nekdo tam kužen, dejte mu v telefon ali pa čip, zato da se nem preblizu, da se ne bom okužil. Jaz nimam kaj skrivati. Ne? Jaz bi si čip dal, mene vsem, ali pa telefon, dejte mi aplikacijo. Ne, me bojo nadzorovali. Kaj potem? To je imeno dobrega, v imenu kategoričnega imperativa. Čakaj, sem povedal, Rajh Kristjan, če sem tole. Ja, seveda se testirajo. Ampak za otroke, ne, te, ki so pa vložili te podpise, ne, te bi pa rad dosegli, da starši plašeni z opranimi možgani svoje dojenčke ne bi dali cepiti. Ker bojo dobili avtizem, pa to so lažne novice. In zdaj tisti, ki širijo lažne novice, te treba izolirati, da ne rečem kaznovati. Ker znanstveniki, ki delajo 10-20 let na cepljenih otrok, v dobro naroda, v dobro otrok, se srčno trudijo, pa pridejo neki šarlatani, zarotniki, pa jim 20 let dela sesujejo v prah. Takole, s podpisi. Naši politiki tega niso dovolili. Zakon tak, ki ga je Kos vložil, je bil gladko zavrnjen. Opozicija in koalicija, saj niso kregali, saj na tej točki ne. Zdaj moram reči, da določene teorije zarote, ne, so pa legitimne, ne, ker požig Reichstata, ne, Nemci, ki so požgali tisti Reichstat, ne, da so želeli začeti vojno, so ga sami požgali za nalašč, zato da so lahko imeli vzrok, da so začeli vojno. To je bila sprva teorija zarote in se je izkazala, da drži, ne, pa je veljala kot teorija zarote. Kot skromen procent nekih teorij zarote, ki imajo status teorij zarote, se izkaže, da držijo. Ne, to iskreni moramo tukaj biti, ne, da to povemo. Zdaj, to v tedniku, tem znamenitem, pa zelo glasnem, Valikon je šel norost ljudi preverjati z vprašanji. Pa ta vprašanja nič ne povejo, razen to, kako je folk glup, nič drugega. En znanstveniki pa naj povejo svoje. Ne? In tam za čuda pri tem narodu okrog COVID-19, ne? Pa to folk verjame, da je bilo to umetno ustvarjeno.
ali pa da so Američani, ali pa z vesolja, ali pa to zdaj s 5G tehnologijo. To so te nanašalne blodnje, ki jih morajo ljudje, ki imajo zdrav, ne samo zdrav kmečko pamet, tudi neko trdno psihološko jedro, jaz recimo mislim, da ga imam, se moramo izpostaviti, ne smemo biti tih. Ne? Ok, zdaj pa tole, še enkrat le. Ja, mainstream mediji forsirajo, ta tednik je bil skropucalo. Fašistični manifesti. Jaz tukaj ta fašizem sploh ne uporabljam, ker vem, da Gianni Gentile je bil filozof, fašist. Tukaj ima toliko negativnega predznaka, pustimo zdaj Violeta Tomić. Ta rada pa travco legalizirala. To sem tudi jaz previden. Ne prije zraven voda, se strinjam. Glejte, jaz se ne bom silil, zato ker vem, ker se en zarotnik, Frances Sussman, pred 20 leti sem ga jaz preučeval. Ta je bil en prvih zarotnikov, ki je bil transparentno nor. On se je silil v medije in potem je govoril take stvari, da glava peče. Jaz se ne silim v medije, zato ker si to želim. Ampak zato, ker vem, da imam ena znanja, ki bi se dala uporabiti. Jaz ne rabim ego, se bildati z nastopom na nacionalki ali v tedniku. Ne rabim jaz tega. Ampak koristno za ljudi je. Ampak vlada pa cenzura. Ne smeš, ne. Zdaj hec je pa še to, ker meni so tudi že malo očitali, češ, ti tudi nisi psihiater, pa jim skačeš v zelje. Ja, ampak stisna točka mene pa psihiatrov je pa, kako deluje duševnost. Psihoanaliza je ima v mezincu, psihiatrijo pa nimajo. Oni pa vejo, kjera tableta prime, kjero sinapso. Zato sem jaz konkurenčen v pogovoru, s psihiatri, psihologi, psihoterapeuti, ki v Freudu ne vejo to kot jaz. Rokica temna, Ivan Pokoren, zdaj bom pa tole tega dal, ga bom ask to unmute ali kaj. A sem zdaj? Ja. Se slišimo? Ja, povejte. Odlično predavanje, jaz sem hotel samo v bistvu vprašati, prej ste omenjali v bistvu inteligibilnost teh teorij zarote, ampak mene v bistvu, kaj je v bistvu to, kar tudi neko celotno širšo javnost privlači k temu, da verjame oziroma da nekako se hitro nasloni na te neke splošne teorije zarote. Naprimer, primer tega bi bil, rečemo, atentat JFK-ja, ki je v bistvu tak primer, a je mogoče kle v bistvu nedokazljivost to, da v bistvu zares ovršiti te teorije zarote ne moraš. Kaj je v bistvu tisto, kar je v bistvu to, da tudi celotno javnost privlači k temu? To je moje vprašanje. Hvala. Ja, super, hvala. Zdaj vam bom tukaj roko dol dal, pa zamutali ste se pa sami, low hand dol. Ok, lejte, zelo korektno vprašanje in jaz sem že imel ta odgovor na jeziku, oziroma kaj vem, sem mislil to povedati. Problem je uživanje. Okrog te teorije zarote, katerekoli, JFK ima ogromno teh teorij zarote, Nekaj je celo zelo blizu, jaz ukvarjam s hipnozo in jaz vem, da ta Lee Harvey Oswald je bil hipnotiziran. Zato, ker je bil naslednik atentator na drugega Kennedyja, Sarhan, on se čist nič ni spomnil. In potem je Derren Brown dokazal, da atentatorji so vestibilni ljudje, izgubijo spomin, ampak lahko naredijo atentat. In potem so ga ubili, da se slučajno ne bi spomnil. On je bil lahko tako kot madžurijski kandidat, Denzel Washington, če ste to gledali, je bil voden. To je že blizu teorije zarote, ampak neko teorijo jaz podam problematično, oziroma tisto, kar vi mene sprašujete. Mora biti nedokazljivo, zato da se zgodi ena epohalna stvar, to je pa užitek. Da vi vidite, kako kipijo od sreče, ko končno spoznajo, njim se olajša se jim duša, ko je nekaj v njihovih občutkih res. Ko spoznajo nekaj, tista neka spoznavna pulzija, se zgodi ena abreakcija, se pravi neka zajezena energija, ki je libido, se sprosti in se ne odsmeje, tako bi rekel Freud v vicu in odnosu do nezavednega, vicu in odnos do nezavednega, ampak se človek si olajša dušo. Neverjetno ugodje doživlja, ko spozna, da ima prav. On oporeka avtoriteti in že to je užitek. Ti rečeš, nimaš prav,
potihem pa gojiš upanje, da imaš ti prav. In skozi verjameš, da imaš prav. In zdaj v končni fazi je pa vse skupaj speljano na ugodje, lušnjenje. Soglašajo, prav imamo. In pa je to balzam za dušo, če ti dosežeš, da se ne cepiš. Se končno upreš avtoriteti in ti zmagaš, in pa še misliš, moji otroci bojo pa zdravo živeli, za zdravo družbo, gibanje in ne bojo cepljeni, ne bojo avtizma. Ti bo pa v neko zadubo vedene ali črne koze so, ker se ni cepil. Poš pa imel surlo mamica do tal, ker si butasta bila. Sorry, da sem tako zastavil, ampak še enkrat, uživanje tistih, ki so na strani teorije zarote, če zmagajo, če je njihov glas pomembni, ta užitek ključen, da nadaljujejo s to nedokazljivo zgodbo, ki ima inteligibilnost, se pravi rep in glavo. Racionalizacija, zgodba se naredi, rep pa glava, špila vse, pa užitek je še zraven. To je tisto, kar ste vi vprašali. Zdaj to, če sem jaz kaj pomanjkanje pozornosti. Ja, zelo veliko narcizma je od teh, ki sem jih omenil, recimo slovenski te zarotniki. To neverjetno kepijo od sreče, če pride kamera, pa da jih malo poškljoca, če pridejo kako oddajo, to so narcisi. Pa ne so narcisi, to postanejo nekateri histrionični, to je pa že na meji verskega guruja, ki rabijo očice in pa paradigma verske sekte. In te vse, rekel, sporne te politične stranke, to so verske sekte. In to ni dobro. Politična stranka, ki ima tam v zadju nekaj, ne sme funkcionirati kot verska sekta z nekim gurujem. Ampak to je politika kot naročena, da se točno to dogaja. Ampak ni pa prav, rekel, iz moralnega vidika ni to prav, da se v eni družbi to dogaja. Zato sem jaz proti tem nekim malim strankam, ki imajo neke verske guruje, ki tam stavkajo gladovno sam, da bi imeli pozornost. Ker ne moreš živeti brez kamere, pa aplauza, pa očic, ki jim ploskajo. Ok, Jelka, ugodje, ko misli, da pozna nekaj, kar je skrivnost. Ja, ok, skrivnost pred javnostjo, to je tudi v sklopu tega, kar sem že govoril, ker ti nekaj veš, kar drugi ne vedo. Tako kot si kot otrok vedel, ima flantata, v resnici pa žgeta po noč. Mamica opije, ker je lulčka noter deva, tam je 5-letnik vse ve, unim pa laže, on tam se pa sveji, presepa, uživa, ker je seksualno, pa še resnica ima. Pa se reži staršem, on pa pravi, ja, štorka je to prenesla, ali pa ne, smo kupili v trgovini bratca. V resnici to se prežgala, vsi smo gledali, une slikce, pa porniče, ko otrok prehiter to gleda. Ja, skrivnost, ki jo skrivaš, jo zdrži zase, je užitek. In ta užitek napaja mnoge teorije zarote. Še kaka rokca, še kaka, zdaj ne vem, če sem jaz slučajno kaj, ker moram rola, če kdo kaj gor dal, sorry, da zdaj to rolam, Kristjan. Tole, Kristjan, še enkrat, te zarotniki so narcisi načeloma, celo neko histronično, sem že povedal, imajo neko tendenco, se pravi, ego imajo ko vesolje velik, to se jih ne da spremeniti, ker tiste patološke narcise v klasičnem smislu, oni imajo v resnici šibko samozavest, oni so zlomljivi, klasični neki patološki narcisi, to ni dosti, če ćeš biti verski guru. Moraš imeti, če bi zdaj imel čas, da razlagal, pri analizi variance, če ti neko patologijo vektoriziraš, imaš lahko ti en vektor, kjer je gor narcis in histronik. Če pa analizo variance izoliraš več faktorjev, na višjem nivoju to končaš faktorizacijo, pa prideta dva faktorja. En je patološki narcizem, en je pa grandiozni narcizem. Grandiozni narcizem je v resnici histroničnost, histrionizem, histronična osebnostna motnja. To imajo pa te poglovari vseh teh gibanj, sekt, vart, celo malo morje. Imamo mi teh histronikov v Kserinu, en je kralj Slovenije tam. Neko svojo priležnico je za predsednico vlade 10 let nazaj, predsednico države.
slovenski kralj, ne, histronik, ne samo narcis, ampak narcistični histronik. Lower Messages, še eden. Ja, zdaj te mladi, ne, zdaj ali kako s temi mladimi, ali poiščejo sami odgovore, jaz bom še vseeno svetoval, ne, da bi bilo dobro, da te mladi vendarle zaupajo uradni znanosti, tistim, ki so, ne vem, 20 let hodili v šole, specializacije, podiplomske študije. 95% je, da imajo prav. 5% statistična napaka alfa je pa možna, ne, je pa možna. Ne, se pravi, kljub temu, da vsa znanost reče to pa to pa to, 5% možnosti pa je, da se motiš, ne, oziroma da te naflancajo. Ampak mladim bi rekel, ne nasedati prepričljivim govornikom. Jaz sem dal danes na svoj zid nek plakat, ki stvari ne nasedati lažnim novicam. 100-krat pogledajte, odkje je ta vir, kdo je podpisan. Če vidite doktor iz Amerike, pa tam je šarlatanov ko od reka. Pojdite pogledati naše slovenske raziskave, naše vire, imate veliko možnost, da se boste dokopali do ene resnice. 5% tveganje pa imate, ne. Tudi na področju tega covida, ne, je ogromno znanstvenikov, ki so disidenti, ima uradna znanost neke poglede, potem jih je pa nekaj, kot tudi drugače mislijo, ne. Treba jih je tam imeti v vidu, ampak če pa ti pogledaš pa osebnostno strukturo disidentov, ne, pa vidiš, da so to ljudje, ki tonijo v pozabo, ki so se nekaj tam masone klicali na pomoč, verjamejo v tem neke nezemljane, ki živijo pod zemljo, verjamejo v chemtrails, covid chemtrails, pesticidi, cepljenje gotovo, 5G tehnologija, to je, če tak človek, ki v COVID-19 reče, ga kar z ničlo pomnožite. Ne, boste pa naredili napako beta, ne, se pravi, 95% možnosti je, da se tak tip naseda paketno teorijam zarote, v COVID-u nekaj reče. Čez 10 let so pa izkazali, da je tisti, ki je rekel, je pa prav. Potem smo pa naredili pa napako beta. Ne, ampak, mislim, to so mehne možnosti, 5% možnosti, da nekdo, ki v povezavi s COVID-19 nekaj razmišlja, pa pogledate, verjame v chemtrailse, verjame v tega, da ljudje nismo bili na Luni, verjame v pesticide, gotovo, hard, 5. Ga ne slišiš več. Razumete logiko? Pa se zdaj, tole smo mi eno dobro urco že na liniji. Če bi še kdo kako rokco gor dal, sem ti priskočil, sorry, ker vse skupaj ne sledim, nisem tehnični tip, no, jaz se bolj na bučo spoznam. Jaz mislim, da tole uživo še vidim, še kar laufa Facebook, konferenca pa tudi laufa. Snemano je, vse pride, torej to, kar ste danes gledali na Facebooku, lahko gledate, na YouTubeu pa ta konferenca pa tudi prišla. Če ni nič, vam pa tako namignem, glejte, če kdo ocenjuje, da imam jaz še kakšna znanja, jaz vam še 2 konference organiziral o umetnosti, pa tale feminizem bom še v plazu. Je pa res ideja, če vam imate tiste bone, pa če vam ni škoda dati, ne vem, jaz mislim, da okoli 50 evrov neke kotizacije, pa se 2 dni zapremo, jaz sem pa cikl imel sabo. Nekam na Gorenjsko, ne vem, v Prekmurje, manj bomo trajbali, manj se pogovarjali, tam bo tudi za kako urco dobili na pogovor, se bomo malj skup napili. Mislim, zdaj jaz, ne vem, čist za hobi tole ne delam, jaz nisem verski guru, ne, se pravi, jaz ne rabim zdaj pumpati dušo ali pa ego, ne, jaz se lahko dam na uporabo, če kdo misli, da bi se dalo kaj pametnega, intelektualnega narediti skupaj. Tako smo šli v Bosno, fantastično, ampak smo tudi mogli nekaj plačati. Ne? Tako da, če ima kdo kakšne ideje, da bi, ali pa katero temo bi mogoče še kdaj obdelal, se jaz lahko imam vsak teden konference, samo leta, jaz sem se 10 ur pripravljal za to konferenco, ne? Mimo vsega znanja. In zdaj tale moj zimske urice, temle gor, če pripravljam
spet kupiti tole, ker to 200 € stane, da zakupimo za en mesec Zoom konference, pa bomo to nadaljevali. Skratka, sodelujte. Zdaj pa jaz gotovo. Facebook zdaj me pritisne na končaj. Ko bomo hop. Ko zdaj noče končati. Nimam dobrega prsta. Zdaj pa je. Zaključen video v živo. Spoštovana publika. Zdaj se javljam. Zdaj pa že tako govorim. Še v živo. Tu smo gasno. Je to v redu? Smo kaj? Moj sogost, Zimske urice. Jaz pa končal tole snemanje. Recording off. Čakaj, kam ne pauza, ampak. Do you want to stop cloud recording?